Odpravil sem se na eno sobotno kolesarjenje, da odgovorim par vprašanj na YouTubu in povem zgodbico, kako sva se s kolegom prejšnji teden zapeljala vse dol do morja. Vaše vprašanja se predvsem nanašajo na menjavo kolesarske opreme in pa na nakup nove specialke, tako da je najboljše, da kar takoj začnemo. Kakor lahko vidite, se zna zgoditi, da imamo tudi v Novi Gorici zelo megleno vreme, po tleh je vse mokro, temperatura je okrog 8 stopinj Celzija. Zaradi teh pogojev sem se jaz odločil, da se na cesto odpravim s tem trekking kolesom, zato ker ga mi je še najmanj škoda, če se fajn umaže. Vreme je bilo cel teden zelo čudno, tako sivo, turobno. Vse dni je tudi padal dež, tako da je bilo še manj primerno za kolesarjenje kakor danes. Po kolesarski stezi sem se odpravil južno v Šempeter pri Gorici in računam na en lep 40-kilometrski krog. Če vas bolj točno zanima, kje vse se bom danes vozil, bom pa od spodaj dal link do svoje Strave. Se pa jaz danes zaradi tega vremena nič kaj dosti ne sekiram. Važno, da imam na sebi topla oblačila in da mi je prijetno. Eno vprašanje v prejšnjem tednu je bilo točno glede oblačil in sicer tale znamke Sirocco, kako je z njihovo velikostjo, so bolj tesna, bolj ohlapna. Jaz vam lahko iz lastnih izkušenj povem, da so rajši malo bolj tesna. Tako da, če niste prepričani glede številke ali pa da si ne želite, da vam bi bilo premajhno, je boljše vzeti kakšno številko več. Sem pa ful vesel, ker mi je Sirocco prejšnji teden pojačal popust na 20%. Najprej so rekli, da to velja samo 19. in 20. januarja, potem so pa popust podaljšali do nadaljnega, tako da še zmeraj velja 20%. Lahko uporabite tisti moj specialni link ali pa kodo RBASLO in dokler ne pade nazaj na 10%, se verjetno splača izkoristiti za nakup kakšne opreme. Pot me je zdaj pripeljala v Miren, tukaj sem prečkal reko Vipavo in tle čez sva se prejšnjo nedeljo tudi peljala s kolegom Luko, ki je prišel vse iz Poljanske doline na Goriško, da bi z mano odkolesaril 1 stotko do Gradeža in nazaj. Cesto sva imela suho, je pa bilo precej oblačno vreme, kar je bilo super, zato ker na cestah ni bilo pretirane gneče. Poleg tega je bil tle na Goriškem en velik pas jasnine, tako da se je videlo od morja gor vse do Triglava, Krna, Matajurja in ostalih hribov tle v teh koncih. Dol na morju je bilo super, res tak prijeten občutek. Sva naredila par posnetkov, par krogov po mestu. Normalno, seveda, sva mogla pofotografirati tudi svoje specialke. Vmes sva se ustavila še na eni kavici in zraven pojedla brioš. Še dobro, da sva sploh najdla en odprt lokal, ker večinoma je bilo vse zaprto in tudi ljudi v mestu je bilo zelo malo. Ampak Luka je bil navdušen, še posebej zato, ker je bil v Gradežu prvič, tako da je bil res lep izlet. Nazaj grede je naredil še eno fotko svoje specialke na mostu čez reko Sočo in potem sva se čez Redipuljo vračala nazaj v Gorico. Zdaj sem v Italiji, pot me pelje proti Doberdobu. Tukaj je prav en kratek kos zelo prometne ceste, ampak bom v kratkem zavil desno na Stransko. Tudi danes sledim progi, ki jo je samodejno ustvaril Garmin in ker v prejšnjem tednu ni bilo več vprašanj okrog tega, kako se to naredi, sklepam, da sem dovolj nazorno to prikazal v svojih videih. Mi je pa fajn, ker je danes bolj ravninska proga in nima preveč vzponov oziroma višincev, tako da lahko na tem trekking kolesu uporabljam samo 3 prestave. Dejansko vozim tako, da imam od zadaj ketno na sredini kasete in opravljam menjave samo na sprednjih 3 verižnikih. Glede na to konfiguracijo današnje proge je to popolnoma dovolj. Te 3 prestave, mehka, srednja, trda. Poleg tega menjave opravljam samo z levo roko, tako da imam desno roko fraj za uporabo kamere ali pa za vrtanje po nosu. Ja, ta stranska cesta proti Doberdobu je super, ker je prazna, brez prometa. Zdaj me je pa navigacija zapeljala še na eno bolj stransko v smeri proti Zagraju. Na števcu piše neasfaltirana cesta, tako da ne vem točno, ali me bo peljalo po kakšni taki, kjer še nisem bil, bom videl.
Eno vprašanje v prejšnjem tednu se je nanašalo na menjavo opreme, na koliko kilometrov zamenjam verigo ali pa zavorne ploščice. Pri meni je približno tako, da veriga zdrži okoli 4000 kilometrov. Za zavorne ploščice pa težko rečem, ker se mi zdi, da je prav odvisno od tega, kakšne dobiš. Prve, ki sem jih dobil na novem Scotu, na tisti svoji specialki, so zdržale več kot 8000 kilometrov. Se mi je pa tudi že zgodilo, da so mi zavorne ploščice zdržale samo 4000 kilometrov. Tako da je res odvisno. Za ostale komponente nimam v glavi nekih točnih številk, kdaj bi se jih menjavalo. Pač vidiš, kadar je dotrajano, ali pa kakšno stvar mogoče opazi tudi serviser. Si pa jaz ravno zaradi tega razloga v Stravo zmeri vnesem vsa kolesa in vse njihove komponente, ker potem točno vidiš, koliko kilometrov si že prevozil s kakšno komponento oziroma opremo. In nasplošno pri nas, starejših rekreativcih, ki smo že 50+, se rado zgodi, da kakšno stvar pozabiš. Tukaj v tej evidenci pa točno vidiš, koliko je zdržala kakšna zajla, kdaj si menjal zadnjo, sprednjo gumo, ležaj in tako naprej. Ja, vidiš, pa me je proga res pripeljala na eno neasfaltirano cesto, kar je super, ker tukaj se še nikoli nisem vozil, tako da bom imel nove kilometre. Poleg tega gre pa za en tak lep makadam, tako da ni nič narobe, če nisem prišel z gorskim kolesom. Tukaj sem zdaj prišel do enega večjega spomenika, ne vem točno, čemu je namenjen, sigurno žrtvam v vojni, ampak so se mi v hipu zarosila očala, tako da prav nič ne vidim. In zdaj tle je eno razpotje, tako da na števcu zelo težko razberem, po kateri poti je treba iti. Upam, da se bom znašel. Prav super, res so krasne poti tukaj. Se spomnim, da mi je enkrat eden razlagal na YouTubeu v komentarjih, da so tukaj take super poti in traili za gorsko kolo, ampak se nisem nikoli odpravil v to smer, ker sem vseeno tukaj kakšnih 20 km proč od doma. Ampak vidim, da bo treba, tako da se bom sigurno vrnil z gorskim kolesom in jih probal čim več prevoziti. Sem pa res navdušen na to progo, ki jo je danes načrtal Garmin, zato ker on pri načrtovanju prilagodi progo temu, kakšno vožnjo si ti izbral na števcu. Če greš specialko, riše po asfaltiranih cestah, jaz sem danes označil gravel vožnjo, pa je malo asfalt, malo makadam, lahko bi dal pa tudi gorsko kolesarjenje in bi imel potem verjetno še kakšne bolj divje traile. Zdaj sem prišel v eno vas in se moram prav zorientirati, kje sem, ker jo tako na prvi pogled ne prepoznam. Okej, tu je bil vrh, samo ga nisem prepoznal, ker sem prišel čisto iz ene druge smeri, z nekega neznanega makadama. Iz vasice vrh je res zelo lep in strm spust dol v Sovodnje, ampak sem ga moral odpeljati zelo previdno, ker je cesta taka spolzka, mokra. Tukaj v Sovodnjah imam zdaj 32 km, kar pomeni, da če grem po najkrajši poti domov, bom imel na koncu kakšnih 44-45. Super izlet. Še eno vprašanje je bilo prejšnji teden. In sicer, kakšno specialko kupiti z budžetom tja do 3000 evrov. Gledalec je v svojem vprašanju namignil tudi, da ga zanima, kaj si mislim o znamki Giant. Jaz bi rekel tako, da so znamke Giant, Focus, Scott, pa mogoče še kakšna, tiste znamke, ki imajo zelo dobro razmerje med ceno in pa kvaliteto. Ampak če imate vi budžet 3000 evrov, praktično nimate nobenih skrbi. Vi rečete, da bi imeli karbonsko specialko z disk zavorami in z Ultegra opremo in ta številka 3000 se bo kar sama izpisala na račun. Celo sem potem tako sam pri sebi razmišljal, da bi se za ta denar mogoče celo dalo dobiti elektronski menjalnik D2 Shimano 105. Je malo za pogledati in za preveriti, ampak ni dvakrat za reči, da ne. Veste, specialko je težko kupiti, če imaš budžet 1200 evrov, ker moraš res sklepati hude kompromise, čemu se boš odpovedal. 3000 evrov je taka varna številka, zelo ohlapna, tako da si lahko celo zbereš kolo, ki ti bo prav zares všeč. Tako da jaz bi rekel kar korajžno v trgovino, s tem, da bi jaz najprej preveril tistega trgovca oziroma serviserja, ki je najbližji tvojemu domu.
Namreč kolo boš vozil tja na servis in ni nobene potrebe, da bi to bilo na drugem koncu mesta ali pa celo v sosednji pokrajini. Sem že v Gorici, še 5 km do doma. Jaz vam želim varno vožnjo, hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.